Telesna dejavnost je eden od stebrov zdravega življenja. Med dopustom zanjo najdemo več časa ali pa morda vsaj manj izgovorov za opustitev gibanja. Kakorkoli, poletje velja izkoristiti, a verjetno ne gre pretiravati. Za pojasnila je z nami profesorica športne vzgoje in doktorica kineziologije Suzana Postivšek. Dober dan. Dober dan. Telo se mora na visoke temperature navaditi. Ali je morda zato včasih manj, pravzaprav več? Res je. Na visoke temperature, tako kot po zimi na nizke, se mora poleti naše telo prilagoditi. Običajno telo potrebuje nekje 4 do 5 vadbenih enot, da se prilagodi na višje temperature. Ene od prilagoditev se kažejo v pospešenem znojenju in pa povečani količini tekočin v telesu. In ja, predvsem, kadar govorimo o vadbi v visokih temperaturah in poleg tega še o visoki vlažnosti, je manj več oziroma prilagodimo naše termine vadbe na jutranji oziroma pozni popoldanski ali pa večerni termin. Vkolikor svojega urnika ne moremo spremeniti, pa se raje dajmo posluževati nekih zaprtih, klimatiziranih, dobro prezračenih prostorov, če res že želimo vaditi nekje med 10. in pa 4. uro popoldne. Kaj so vadbene enote, ki ste jih omenili? Vadbene enote je običajno vadba, ki jo izvajamo v enem dnevu. Lahko je to kolesarjenje, neka vadba za moč, tek, v poletnem času zelo priljubljeno plavanje, ki pa nam lahko, glede na to, da smo v vodi, daje nekako zavajajoč občutek, saj ne čutimo toliko vročine, hkrati pa smo pogosto hitreje lahko pride do neke stopnje dehidracije, tudi ker čutimo manjšo potrebo po tekočinah, manjšo žejo, kadar smo telesno dejavni v vodi. Kot ste omenili, so poleti prilagoditve vadbe nujne pri času, tempu in pa pogostosti. Kaj je razlog za to? Verjetno, da se izognemo dehidraciji pa vročinskemu udaru, toplotni izčrpanosti. Kaj vse so nevarnosti, če pretiravamo? Poleti lahko bistveno hitreje pride do pregrevanja samega telesa. Kadar vadimo na soncu, to pomeni, da se telo že pasivno ogreva s strani zunanje toplote. Ko dodamo telesno dejavnost, pride še do aktivnega notranjega ogrevanja, saj je eden od stranskih produktov mišičnega dela, torej naše telesne dejavnosti, tudi nastanek toplote. In kadar seštejemo nastanek notranje toplote in zunanje pasivno segrevanje, se lahko temperature našega centralnega telesa hitreje dvignejo čez tistih priporočljivih 37 stopinj. Posledica: glavobol, slabo počutje, slabost, bruhanje, na kar pa moramo biti med samo vadbo v vročini poleti izredno pozorni, in to je nekako, če smo v času nogometa, rdeč karton, torej stop, pavza za samo telesno dejavnost. Torej, to so znamenja, da je nekdo prestopil rob. Tako. Kdaj je negibanje morda boljša izbira kot gibanje? Verjetno, ko je res vroče, oziroma bom vprašala drugače, ali je ohlajena telovadnica morda kdaj vendarle boljša izbira kot pa tek na prostem ali gibanje na prostem? Vedno je treba nekako pretehtati dobre in slabe lastnosti. Nekdo, ki že tako in tako slabo prenaša vročino, zagotovo se mu odsvetuje kakršnakoli telesna dejavnost, kadar je vročina najvišja. Zato so telovadnice v srednjem delu dneva veliko bolj priporočljive poleti, kot pa vadba zunaj na prostem. Poleti izgubimo tudi več tekočine. Ali je lahko navadna voda, s katero nadomeščamo izgubljeno tekočino, celo škodljiva izbira? Vsak je že kdaj poskusil kakšnega okusa je naš pot. In ugotovimo, da to ni navadna voda, ampak da je slano. To pomeni, da z potenjem izgubljamo minerale in jih je potrebno posledično tudi ustrezno nadomestiti. Zato sama voda ni primerna za rehidracijo, ker z njo še dodatno izpiramo telo. Med vadbo in tudi že pred vadbo se priporoča uživanje izotoničnih in pa hipertoničnih napitkov. To pa pomeni, da je koncentracija mineralov v teh napitkih podobna ali pa višja koncentracija mineralov v naših telesnih tekočinah. Imate morda recept za domači izotonični napitek? Če bi živeli v tropskih krajih, bi rekla, da je to kokosova voda.
je eden od zelo dobrih naravnih izotonikov, ker pa nažalost nismo tam in nam vedno ni pri roki. Imamo pa doma žličko soli, približno na 750 ml vode, pol žličke soli. Temu pa dodamo še stisnjeno limono in pa stisnjen sok pomaranče in mislim, da smo že opravili eno dobro delo. Super. Kaj jesti, da bomo imeli več energije oziroma kdaj jesti? Pred telesno dejavnostjo ni priporočljivo jesti. Tik pred, vsaj 1 uro časa naj mine, glede na to pa, da prebavljanje zahteva tudi svojo energijo in se poviša do neke mere tudi temperatura, kadar uživamo težko in mastno hrano, se v poletnih časih priporoča uživanje lahke hrane, zelene zelenjave in pa sadja, in tako bomo tudi nekako lažje za več energije šli čez dan. Morda za konec še nekaj besed o pomenu znojenja oziroma ali nas mora skrbeti, če je tega znojenja manj. Znojenje je naš eden ključnih mehanizmov, kako se naše telo ohlaja. Koža je naš največji organ. Če je znojenja premalo, pomeni, da se lahko hitreje pregreva telo. Kadar ga, kot že rečeno na začetku, so prilagoditve na vročino povečano znojenje in povečana količina vode v telesu. Zato je poleti normalno in dobrodošlo, da se več znojimo, kajti z izhlapevanjem znoja iz naše kože se slednja tudi ohlaja. Doktorica Suzana Pustivšek, lepa hvala in naj bo poletje zdravo razgibano.